Imamo tudi kompromitiranega generalnega direktorja policije, ki zaenkrat sicer še vršilec dolžnosti, se pa ravno kar poteguje za poln mandat. Ki je nasledil drugega kompromitiranega direktorja policije. Ki je pa družinski prijatelj tudi prvo osumljenega trgovine z ljudmi. Ja, in brat dvojček od komandirja policijske postaje, ki je odgovorna za področje. Ne, se je neverjetno, res. Prav neverjeten krog sorodstev in prijateljstva. To je tedenski Safari podcast, ki ga spremljajo levi in desni, pa tudi levi in besni. Ta teden pa tudi najbolj kompromitirani minister aktualne vlade, generalni direktor policije, ki je v prostem času negovalec nohtov, tretji politični blok in Milan Kučan. Ja, vse to v današnji oddaji še kaj, marsikaj, ne, ampak za začetek morda osvežimo spomin z eno izjavo, ki se je ta teden pravzaprav z našimi razkriti pokazala posebej bizarna. Izjava notranjega ministra, najbolj kompromitiranega ministra za tarčo, ki se je z novimi dejstvi na zanima.me slabo postarala, bi lahko rekli. Ja, ker se je pa zelo sprenevedal, ne. Dobil sem vprašanja oddaje Tarča, v katerih sem bil prvič seznanjen, da je on v policijskem postopku. Minister za notranje zadeve ni obveščen, kdo je v policijskih postopkih. Minister za notranje zadeve v tem primeru ni nikoli nikdar vplival na noben postopek, tudi v temu ne bom vplival. Nikoli nikdar ni minister za notranje zadeve seznanjen neuradno in uradno o policijskih preiskavah. To je popolnoma pristojnost slovenske policije in tukaj je pravzaprav popolnoma jasna razmerja med ministrom in generalnim direktorjem policije, ministrstvom in policijo. Še enkrat poudarjam, da v tem primeru in v vseh ostalih primerih kot minister za notranje zadeve nimam popolnoma nič s tem. Bili so sestanki v lanskem letu prav na temo Aleša Hvala na ministrstvu za notranje zadeve, zato niste vedeli? Ne. Ja, tukaj Peter je po mojem štetju dejansko več sprenevedanja in laži, kot je stavkov v tej, mislim, da je okrog 50-sekundni izjavi. Najprej tole, da je bil iz vprašanj Tarče prvič seznanjen o policijskem postopku proti svojemu nekdanjemu sošolcu, glavnemu osumljencu trgovine z ljudmi. To bomo ovrgli z podatki oziroma smo na portalu že iz burnega dogajanja lanske pomladi, tako da vedel je več kot eno leto, preden mu je Tarča kakršnokoli vprašanje poslala. Drugo, nikoli nikdar vplival na noben postopek, potem tretja laž. Kot minister za notranje zadeve nimam popolnoma nič s tem in še četrta, da ni vedel za sestanke, sicer tule v množini, konkretno pa za sestanek 26. aprila 24 na notranjem ministrstvu je prav tako laž. Kaj dokazuje, da se je vsaj 4-krat lagal v eni sami izjavi? Javnost je namreč zamolčal kadrovsko menjavo in to kadrovsko menjavo, ki sega v lansko pomlad, v lanski maj, konkretno 17. maj 24, ko je, mislim, da po tam nekje 6 letih zamenjal vodjo službe za boj proti trgovini z ljudmi, Tjašo Škreblin. Moji viri jo označujejo kot eno od tistih uradnic, na katero se vsaka vlada nasloni, ker gre res za strokovnjaka in zdaj s kom jo je zamenjal. Okužil je odprto preiskavo s človekom iz lastnega kabineta, konkretno Gregor Hudrič je človek, ki je bil najprej na začetku tega mandata direktor direktorata za policijo. Potem smo ga novembra 23 spoznali, kolikor ga pač slovenska javnost je zapomnila po alkotestu, ki ga ni uspešno opravil. Odstopil je z te funkcije in potem ga je minister Boštjan Poklukar rešil z prezaposlitvijo na zaupanje v svoj kabinet. Pa tudi sicer gre pri Hudriču za sporen kader. Zakaj rečem sporen? Ker je pač policija posebno občutljivo področje, kjer naj prehajanja med stroko in politiko ne bi bilo. Gregor Hudrič pa je bil od leta 2019 do 2023 direktor občinske uprave Jesenice, čisto naključno teh Jesenic, odkoder je tudi notranji minister Poklukar. Ja, ki zase govori v tretji osebi, ne, kot da, mislim, ko poslušaš to izjavo, ne, imaš občutek, kot da je nekdo, kot da je on nek novinar, ki opisuje dogajanje, ne pa on osrednji akter tega dogajanja, o katerem govori v tretji osebi, ne, tako da že tlem je taka zanimiva, no, opaska, kot da neka taka malo osebnostna motnja, ne. Mi je pa fascinantno, ne, kako močno sprenevedanje, ne, ob tem, da pravzaprav je Poklukar eden najbolj kompromitiranih ministrov, ne, pravzaprav ga
ravno zaradi tega, ne, ampak se zdi, kot da se mu pravzaprav te afere se mu lepijo hitreje, kot uspe opozicija vlagati interpelacije zoper njega, ne, ker pravzaprav te zadnje informacije še niti niso bile znane, ko je že opozicija zoper njega vložila interpelacijo, ki bo še nekako izvedena pred poletjem, kolikor mi je znano, ne, ampak seveda minister Poklukar pravi, vsi me nekako neka moda je, da me pozivajo kot stopo, ampak nikakor ne mislim, ne. Se mi pa zdi, da pravzaprav je Poklukar, kot sva že enkrat tudi v Safariju komentirala, ne, pravzaprav zelo hvaležen kader, ne, za to mesto, v smislu, on je tako kompromitiran, da pravzaprav lahko samo rine naprej in se dela, kot da se ga nič ne bo prijelo, hkrati pa pravzaprav verjetno vlada nima niti nikogar, s katerim bi lahko recimo Poklukarja nadomestili za teh nekaj mesecev, kolikor jih še ostaja do konca mandata. Ko si rekel, da rine naprej, v tem konkretnem primeru, ki sem razlagal, 27. marca letos, to pa je tik pred vprašanji Tarče, je ta Gregor Hudrič, se pravi ministrov sodelavec iz kabineta na zaupanje, postal, pazi, ne samo vodja te službe znotraj ministrstva za trgovino z ljudmi, ampak nacionalni koordinator širše medresorske skupine, dejansko najlojalnejši ministrov kader, ne, ki zdaj lahko v bistvu preiskavo, ki je delikatna za ministra in njegovo vodjo kabineta, ki je sestra glavnega osumljenega, usmeri kamor pač administraciji paše. In verjeti, da minister in se pravi njegova desna roka, ki je sestra tega ključnega osumljenca, ob tem, da sta nastavila kader, ki je tudi nima zvest, ne, pravzaprav njun dolžnik, bi lahko celo rekli, ne, glede na to, da ga je Poklukar, potem, ko bi ga lahko pač kot pijanega voznika pač vrgli na cesto, ne, ga vzel pod svojo krilje na zaupanje, ne. Torej, da verjeti, da človek, ki sta ga imenovala na zaupanje na mesto strokovne sodelavke, ne, na mesto strokovnjakine z tega področja, ki so jo dobesedno zmobbingirali, ne, da je šla potem na bolniško, da ta človek ni obveščal, ne, mislim, da je bolj verjetno, da svizec zavije čokolado vijolične krave. No, veš kaj, da ta sprijeni krog zaupanja, ki sva ga opisala, deluje tako, kot deluje še naprej, potrebuje, kot si rekel, kompromitirani minister, tudi kompromitirane kadre pod sabo. Tako da nekdo, ki preveč spije, izgubi tam na alkotestu, pač ga ne opravi, je idealen, ne, je hvaležen kader, ki so mu rešili kariero, da potem opravlja umazano delo naprej. Ampak če greva eno stopničko dalje, ne, imamo tudi kompromitiranega generalnega direktorja policije, ki zaenkrat sicer še vršilec dolžnosti, se pa ravno kar poteguje za poln mandat. Ne? Ki je nasledil drugega kompromitiranega direktorja policije. Ki je pa družinski prijatelj tudi prvo osumljenega trgovine z ljudmi. Ja, in brat dvojček od komandirja policijske postaje, ki je odgovorna za področje. Ne, neverjetno, res. Prav neverjeten krog sorodstev in prijateljstva. Zdaj Damjan Petrič. Mislim, da je to pomembno, da slovenska javnost ve. Od leta 2012 so imeli v družini Petrič, jaz sicer verjamem, da najbrž žena, morda hčerka, tega ne vem, podjetje oziroma popoldanski SP za nego nohtov, ki pa kakorkoli registriran na zdraviliške storitve in nego telesa, bizarno, ampak kakorkoli ne je to opravljal sicer v popoldanskih urah kdo drug, če verjamemo, je vendarle bil Damjan Petrič osebno ta, ki je bil upisan v AJPES-u kot lastnik podjetja in kot njegov direktor. Ne? 16. januarja letos mislim, da je dobil to VDE-ovstvo na policiji, ne, in postal generalni direktor. 2 dni kasneje so se Slovenske novice razpisale o tem bizarnem popoldanskem SP-ju in potem, glej, ne, po 12 letih v paniki šef slovenske policije 28. februarja že iz AJPES-a izbriše to podjetje, ki so ga dolga leta imeli in seveda se je treba pri nekom, kot je generalni direktor policije, vprašati, zakaj. Če to dejansko pač neka dejavnost, nek salon ali pa neki pripomočki oziroma laki, acetoni in podobno, zakaj potem v naglici brisati ob javnem razkritju? Razlog je drugje in razlog se skriva nad Bilisijski ulici 61 v Ljubljani, to je stavba, upravna stavba KPL-ja, komunalno podjetje Ljubljana, in tu je v bistvu vir vse panike Damjana Petriča. Gre namreč za podjetje, ki ga preko Banja Luke obvladuje eden od tajkunov Milorada Dodika, gre za Mladena Milanovića Kajo, ki je tudi v odličnih stikih z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Zdaj, pravijo, da v tej stavbi
ne dobiš, ne, najemnine pa naj bi bile daleč pod tržnimi za poslovne prostore v Ljubljani, ne dobiš svoje pisarne, ukolikor dobesedno v Banja Luki ne posreduje za to ljubljanski župan osebno. In zdaj nerodno je, ne, za nekoga, ki je že dolga leta pleza proti vrhu strukture policije, zdaj pa je na samem vrhu, da pač se zadolži v krogu župana, ki ima odprtih, mislim, da vsega skupaj več kot 20 kazenskih postopkov. Ne? Ja, in srpske mafije. In srpske mafije nekje meje med tem političnim in gospodarskim podzemljem v bistvu. Ne? Ja, ne, pri čemer je pa še ena stvar, ki je pa tudi še po svoje bizarna. Ne? Zdaj, eno je to, kar ti omenjaš, ne? Bom rekel, te povezave, da se mi zdi izrazito problematično, ne, da imamo generalnega direktorja policije, oziroma če tudi zgolj VD, ampak kandidata za to mesto, ki je verjetno pač tako ali drugače zadolžen, ne, oziroma odvisen od bom rekel, srbsko-bosanskega podzemlja. Ne. Drug detajl, ne, ki se mi pa tukaj prav pri tem SP-ju odpira, ne, je pa to, zdaj, kako verjetno je, da je dejansko šef policije v prostem času lakiral nohte ali urejal nohte. Ne? Sploh ob dejstvu, da je kmalu zatem, ko je bil ta SP zaprt in izbrisan iz poslovnega registra, nastal nov SP, ne, njegove, mislim, da hčerke, ne, čeprav vem, Nina Petrič. Mislim, ne? da se je upisala kot odgovorna oseba nekega že obstoječega DO-ja na nekem drugem naslovu. Ampak ja, tako, je pa ista dejavnost, ki teče naprej. Ista dejavnost teče naprej, ne, kar pomeni, da je očitno on bil tle mislim, da govorimo spet o ironiji, pač verjetno so še šli kakšno davčno optimizacijo, ne, ker v tej državi skoraj da brez tega redko, mislim, da je težko nekako pametno preživeti. Gotovo in pazi, v letih, mislim, da 21-22, ko je bila korona, so naredili najvišji promet tam CCA, mislim, da 3 leta zapored okrog 90,000 evrov. Zdaj, menda davčna optimizacija pri zneskih okoli 100,000 tej aktualni vladi nekaj pomeni, ne? No, ampak takrat je bilo to še mogoče, ne, ker pač to se je kasneje spremenilo. Ne, ampak hoče reči nekaj drugega. Ne, hoče reči to, da očitno iz nekega drugega razloga, očitno iz neke davčne optimizacije ali česar drugega, je bil upisan torej Damjan Petrič. Ne. Torej imamo pravzaprav človeka, ki je upisan fiktivno, očitno na nekem SP-ju. In je hkrati v vrhu policije. Ki je hkrati v vrhu policije. Ne. Mislim, sej pač je dejstvo, da v Sloveniji marsikdo optimizira svoje poslovanje na podobne načine, ne, kar niti ni, bom rekel, glede na situacijo z davki tako zelo presenetljiva, pa o tem morda še nekoliko kasneje. Še par takih zanimivih podrobnosti samo. Naš vir, ki nam je tudi poslal eno fotografijo, šel je v to stavbo, pritliče, tam je pisarna številka 25, kjer je bilo to skladišče, ali pa je še, lahko da je tudi še vedno, ne. Samo napis je dramatično odtrgan iz tistih vrat, logotipa ni nikjer, ne, se vidi še lepilo na vratih. Zdaj, druga stvar, to podjetje, preko katerega ta bosanski tajkun obvladuje ljubljanski KPL, ne, je na črnih seznamih tako Svetovne banke kot Evropske banke za razvoj EBRD in sicer zaradi sumov, da so v Banja Luki pod vodstvom patronatom Dodika prirejali na desetine milijonov evrov vredne razpise z evropskim denarjem, seveda ne, medtem ko je v Ljubljani Mladen Milanović Kaja dobil preko KPL-ja od 2015 do 2023 z pomočjo župana Jankovića 60 milijonov evrov na različnih mestnih javnih razpisih, pa še ena res zanimiva situacijska okoliščina, skladišče, ki ga je v stavbi KPL-ja najel zdaj generalni direktor policije, se z eno steno drži policijske postaje Vič, kar je pa res ironija erste klase. Zdaj, je slučajno Petrič tudi to mogoče izkoristil, če je bil tam v službi, nisem ziher, ker je policijske postaje. Bil je predtem v Ljubljani, ne vem pa, če na Viču. Tako da je zelo, zelo prikladno, če je temu tako, ne spravim. Je pa, se mi zdi, pač za nekoga, ki je generalni direktor policije, tako očitno, bom rekel, okoli prinaša državo, ne, zelo problematično, se pravim, pa ni, mislim, hočem reči, je rešitev za to, je rešitev v nižjih davkih, v bolj smiselnem obdavčevanju podjetništva in potem bi verjetno tudi gospodična Nina, ne, lahko sama imela svoje podjetje, ne, da je prek očka rabla pač te stvari optimizirati, ne, ampak ko smo že pri policiji, ne, ki se več kot očitno ukvarja z stvarmi, kot je urejanje nohtov, ne, ima pa hkrati
si ta ista policija, ne, pravzaprav težave pri zagotavljanju reda in miru, kar je tudi eden izmed očitkov zoper Boštjana Poklukarja v interpelaciji, ne, je pa eskaliral pravzaprav ta teden, ne, v Ribnici, ko je prišlo do pretepa župana Ribnice, potem je priskočila mu na pomoč policistka, ki je na tisti veselici plesala z županom, menda ravno v tistem trenutku, ne, in potem še nekega mladoletnika, ne, so pa v bistvu tisti pa najbolj skupil, ne, ki so ga pa konkretno pretepli. Ja, sicer kočevski Romi, ne, pa vendarle spet imamo pač situacijo z romsko problematiko, kjer se zdi, da je policija nemočna. Ne. Županu Samu Pogorelcu je odneslo piskar, res šel je potem v ponedeljek takoj na soočenje na Pop TV v 24 ur zvečer, kjer je dobesedno nadrl in državno sekretarko vrlega Boštjana Poklukarja, Helgo Dobrin, in prisotnega direktorja policijske uprave Ljubljana. Poglejmo najprej to, kaj jim očita, pa potem v podrobnosti. 3 leta je same vlade pa ni bilo na romski problematiki narejeno, kar se tiče varnosti, popolnoma nič. Minister samo obljublja, lepo reči, medtem pa gre karavana dalje. Lahka, huda telesna poškoda v tem primeru nasilništva ni bilo toliko pomembna kot intenzivnost delovanja na vse 3 žrtve, to pomeni na župana, na policijsko, ki je poskušala zaščititi župana, in pa tega fanta, ampak ki je tukaj, če smem samo en paradoks, storilci so bili prej doma kot midva, ki sva oškodovanca. Tako fant, ki je imel zlomljen nos, kot tudi sam. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo nesinhronizirano tožilstvo, ker imamo nesinhronizirano sodstvo in pa policija. Žal tukaj sedi sedaj samo notranja zadeva, se pravi samo policija. Kje imamo tukaj sodstvo? Kje imamo tukaj tožilstvo? Pravosodno ministrico so povabili, pa ni želela priti. Presenečen, rahlo začuden sem nad temu, zakaj bi me pozival odstopu, kajti že čez praktično zelo kmalu so prijeli te storilce kaznivega dejanja, tako da tukaj ne vidim razlogov za neučinkovito delo policije. Očitno je pa v zadnjem času to moderno, kajti ne samo on, številni me pozivajo k odstopu. Ja, 3 leta ni bilo narejeno, nič smo slišali župana in sem šel dejansko gledati korake v tem postopku reševanja oziroma nereševanja romske problematike. 11 županov je, Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki imajo ta skupen problem, torej romskega nasilja, neurejenih socialnih razmer in tako naprej, ne. Jesen 2022, konkretno oktobra 2022 je tisti čas, ko so prinesli paket 5 zakonov z tega področja prvič v parlament. To je sam začetek 3 mesece po imenovanju te aktualne Golobove vlade, ne. Potem so jim aprila, julija 23, se pravi, že vmes je minilo dobrega pol leta, prinesli še več kot 35,000 podpisov, v glavnem svojih občanov, da naj pač vlada oziroma koalicija to uredi. Pričemer je treba povedati, 5,000 podpisov je pogoj za uložitev zakona, ne, oni so to krpko presegali. Potem je v postopek vlagala nekako v njihovem imenu Nova Slovenija, sem gledal, julija 2024 prvič, potem avgusta 2024 predlagala še dopolnitve kazenskega zakonika in februarja letos še drugič vložila teh 5 oziroma 6 zakonskih novel. Torej imamo cel kup zakonodajnih poskusov, apelov, vmes smo pa slišali enkrat prav razjarjeno Natašo Avšič-Bogovič in Luko Mesca, da imajo vse že pripravljeno, samo v 3 letih tega nismo videli. Ne? Luka Mesec je prišel takrat celo v, mislim, da oddajo 24 ur zvečer za nekim fasciklom ali mapco. A veš, koliko je od tega? Marc? Več kot 3 meseci so od tega. Ja, ne, ampak on je prišel tja z razlago, sej mi pripravljamo, napolno pripravljamo, ne, ko je zdaj nazadnje Nova Slovenija prejšnji mesec še enkrat vložila te zakone, je menda sam Luka Mesec klicaril poslance Svobode, naj vendarle podprejo ta zakon Nove Slovenije, ker sam svojega pač enostavno ne more pripraviti, ker čez njegovo stranko Levica to enostavno ne bo šlo. In pazi, argument, ne, te volk vlade, ki rada ugaja ulici, tej buržoazni ulici v Ljubljani, ki nima stika z dogajanjem v Ribnici ali v Kočevju ali kje drugje, ne, so bili, da gre tukaj za neko fašistično represijo nad manjšino, v bistvu pa vsi predlogi, ki jih zagovarjajo župani in del politike oziroma opozicije, so
socialni transferi vezani na obiskovanje pouka, otroški dodatki vezani na obiskovanje pouka in vozniški izpit vezan na opravljeno vsaj osnovno šolo. In če govorimo o represiji. Če je to represija, ne vem. Če že govorimo o represiji, mislim, da že dan potem ali 2 dni potem smo imeli še en incident, ko sta tudi, mislim, da 2 romska fanta nekako napadla 2 drugošolki, zdaj ne vem, to v Ribnici ali Kočevju, tudi nekje v tem koncu. Pa če se vprašamo, kdo je zdaj tukaj tisti, ki izvaja represijo? Ne? A je to zdaj država Slovenija, a so to zdaj, bom rekel, Slovenci, ki živijo na tem območju, a so to Romi? Ne? Mislim, da je gospa v tem istem intervjuju, ne, oziroma soočenju, kjer smo prej pogledali izsek ribniškega župana, ne, smo večkrat slišali, naj ljudje vendarle prijavijo vsa kazniva dejanja. Ne. Istočasno v istem prispevku smo pa slišali izjavo domačinov, ne, pravzaprav, da je nesmiselno prijavljati kazniva dejanja iz 2 razlogov. Prvič, ker tako in tako običajno niso sprocesirana do konca, in drugič, ker če prijaviš, si pa potem še bolj ogrožen, ne, ker potem ti pa ne bodo samo ukradli prikolice, kot je bil takrat konkreten primer ali pa drv, ampak boš enostavno morda še fasal še kakšne batine. Hkrati je pa mene šokirala v tem istem prispevku, ki ga pač zdaj ne bova pokazala, izjava ravnateljice, pa mislim, da je Ribnica tudi to, da so temu učencu, ki je zdaj udaril še enkrat že pred časom, izrekli nek vzgojni ukrep znotraj šole in da so potem prišli inšpektori z državnega nivoja, ki so nekako prisilili vodstvo šole, da je ta ukrep vzgojni umaknilo. Čemu potem vodstva šole? Ne, se jaz vprašam. Na eni strani, čemu prijavljati? Ne? Čemu prijavljati take stvari? Na eni strani to bova v special epizodi za naročnike in podpornike, kjer gremo na to nasilje v šolah in na strelski pohod v naši soseščini v Gradcu. Ne? Ampak na eni strani slišimo predstavnike te vlade, kako moralizirajo, naj se starši in ravnatelji ukvarjajo zdaj sploh proti koncu šolskega leta z otroci in naj bojo subtilni, ko pa nekdo opazi in odreagira, je pa dejansko z državnega nivoja kaznovan. Še par opazk bi imel. Pravi direktor policijske uprave Ljubljana, lahka ali pa težja telesna poškodba, da to ni pomembno. Meni se zdi pač ključno, da zna policija takoj po dogodku ovrednotiti, za kako hudo dejanje gre, ker ta klasifikacija dejanja tudi potem pomeni konkretne posledice za storilca in neko družbeno sporočilo. Se je res, da so potem to en dan kasneje popravili. A ne? Potem druga stvar... ko smo že pri tem popravili, ne? Ja. Isti dan so bili potem ti Romi izpuščeni, najprej na prostost. No, to je ta absurd. Sva bila midva kasneje doma kot storilci. Potem so jih pa šele kasneje še enkrat aretirali, ko so ugotovili, da pa vendarle je bila ta poškodba nekoliko težja. No in težja, potem, ne, v trenutkih, ko gledamo, potem se je cel kup stvari razkrilo usporedno. Ne? Videli smo tudi en posnetek, kako v nekem premoženskem deliktu, ko je šlo za krajo drv, ki si jo tudi ti omenil, ne, tam Rom vrže sekiro v policista, ne? Potem Poklukar začuden, pravi, da je začuden in neprijetno presenečen, da ga je župan, ki je še na lastni glavi občutil pač problem, ne, pozval k odstopu. Mislim, kaj bi, poglej, 3 ministri so po mojem prepričanju že zelo dolgo vpleteni v to. In je pravilno tudi župan dal diagnozo. Poklukar, notranji minister, Katičeva pravosodna ministrica, ki semle ni želela v studio, in Mesec kot taki ima ta socialni del ukrepov v bistvu. Ne? In kaj bi storil recimo trezen, premišljen premier, če bi ga imeli, ne? Ima po enega ministra iz vsake koalicijske stranke, ki bi jih dejansko lahko pro forma žrtvoval pred slovensko javnostjo, pokazal, da lahko začne pri sebi in zahteva od drugih 2 koalicijskih strank enako, sem zakaj tega ne naredi. To pa je Milan Kučan v pogovoru, ki ga še bova, ne, zelo dobro povedal, zato ker ni neodvisen in suveren napram svojim svetovalcem. In si Boštjana Poklukarja zaradi Damirja Črnčeca ne upa niti dotakniti zaradi česarkoli. Mislim, da je še kakšen razlog več in sicer, da vlada je že od samega začetka pravzaprav izrazito naklonjena reševanju romske problematike v smislu, da pač enostavno, bom grdo rekel, drži štango pač vsem tem nasilnim Romom, ne, pri čemer seveda je treba poudariti, da to ni večina, ampak pač tisti, ki pa so, pravzaprav vse jih pod nekim volk idealizmom, češ, da so ne vem kaj preganjani, da so mašina, ki jo je treba ne vem kaj z njo početi, ne, da se jih na ta način pač obravnava kot zaščitene kočevske medvede, ki enostavno se proti njim ne da ukrepati.
ukrepati. Ne? Kar je pa spet problem. Torej, niti Golob nima želje potem, da bi recimo ukrepal proti Poklukarju, tudi če bi to recimo sam lahko naredil. Ne? To se mi zdi, da je recimo tukaj še en dodaten problem. Resnični problem seveda ni usoda kateregakoli ministra te vlade ali pa Roberta Goloba, če hočeš. Problem je to, kar je rekel župan Ribnice. Rekel je, ulica je besna, samo še nekdo vrže drobno šibico in bo šlo čez rob. In bo tam neka tragedija, s katero pa mislim, da se bojo potem in Boštjan Poklukar, in Tina Gaber, in Robert Golob lahko malo bolj resno ukvarjali, kot se zdaj ampak kaj bo ta tragedija? Ne? Kaj bo ta tragedija? Takrat, ko bo nekim prebivalcem prekipelo, bo prišlo do nekega spopada, skupilo pa nekaj Romov, pa nekaj Slovencev zraven, pri čemer bodo po možnosti to taki, ki niso imeli sploh pri tem nič zraven, ali pa pač, recimo so samo bili bodo na napačnem kraju ob napačnem času. Tako kot bi lahko rekla, da se je zgodilo ta teden v Avstriji, ko spremljamo tragedijo, ko so pač bili postreljeni učenci naključno, pravzaprav v napačnem kraju, na napačnem času, ker si je pač ta napadalec ravno v tistem trenutku odločil napasti. Še tole, minister je rekel, zelo hitro so ujeli storilce, ne vidim razloga, da bi bila policija neučinkovita, pa da se mene poziva kot stopu, pa sej to ni poanta, kdo je koga kdaj ujel. Poanta je, da odkar je bil prvič opozorjen skupaj z Golobom in ostalimi na problem, so minila 3 leta in jih je mogel župan in še kdo dobiti po glavi. Tako da, ko sva pa pri tem woke bullshitu, nakladanju, kot mu dostikrat rečejo, pa ne morava še mimo enega spina tega tedna, mislim, da ni več od tega, in to je predlog stranke Levica za posvetovalni referendum o tej oborožitveni resoluciji, ki seveda Slovenijo glede na mednarodne okvire približuje 3% BDP-ja za obrambo. Dvakrat pesek v oči, bi jaz rekel. Najprej zato, ker če bi mislili resno, potem bi se šli 40,000 podpisov, zakonodajni referendum in podobno. Tokrat vejo, da ni teh večine, ki bi izglasovala datum referenduma v državnem zboru. Malo jemljajo vetra iz jader Mihi Kordišu, ki je šel pred kratkim od njih in mu te neke prve raziskave kažejo celo presenetljivo dobro, da bi se zajedel v njihovo volilno telo. Drugo sprenevedanje, drugi pesek v oči, ki sem rekel dvakrat, je pa, da s tem nekako umetno uprizarjajo neko notranjo demokracijo znotraj te avtoritarno vodene koalicije, ki jo v resnici v tej vladi ni. Ja, ki jo pravzaprav diktirajo celo v veliki meri oni sami, zdaj pa morajo nekako upravičiti oziroma ohraniti obraz pred svojo pač trdo bazo, ki nekako naseda temu idealizmu mirovništva, pacifizma, ki to ni, se pravi ideologiji odmetavanja orožja in predaje, lahko bi rekel, oziroma pač odhajanja v današnji svet kot goli in bosi, oziroma niti pravzaprav ne verjamem, da bi to oni sami celo naredi, ampak predvsem želijo, da to država zanje naredi. Zdaj lahko špekuliramo, je to v imenu kakšne nove socialistične, demokratično-socialistične, komunistične revolucije ali česa drugega, ali zgolj naivnosti, tukaj se ne bi spuščal v to. Vsekakor pa jim je Miha Kordiš pravzaprav s tem, ko je začel najavljati ta referendum, pravzaprav nastavil ogledalo in so se ustrašili, da pač bodo morali tudi oni nekako nekaj narediti v duhu tega, da pač svoji bazi pokažejo, da vendarle so še vedno oni tista prava levica, kot sta se recimo pred časom soočila Nataša Sukič in Miha Kordiš, ki sta se potem po tistega intervjuja kregala, kdo je pravi socialisti. Kar si zdaj v bistvu rekel, če poenostavim, je, zadaj so ankete. Tako da predlagam, da pogledava še ta del dogajanja v tem tednu. Delo je, oziroma konkretno Mediana, pač namerila te odstotke. Po mojem mnenju zadnje čase eni bolj zanimivih anket. Zakaj? Ker so tako dosedanje kot morebitne nove stranke. Iz tega se da razbrati, recimo tudi kar se tiče Logarja, Prebiliča in drugih projektov, koliko so že slabo leto pred volitvami v zavesti ljudi ali pa še niso. In dvoje je za opaziti, da se je Gibanja Svoboda močno približalo na tej anketi SDS-u, se pravi in kaže še vedno zelo dobro. Zakaj? Je pa tule diagnoza, to je pa 3. mesto Anžeta Logarja oziroma demokratov in očitno Vladimir Prebilič vsaj za zdaj, čeprav je 4., ne zažira toliko v procente Gibanja Svoboda. Zdaj, sklep, ki je bil medijsko zelo opažen oziroma potegnjen ven iz teh stolpcev in vrstic, pa je bil naslednji, da so, če se šteješ,
po dve stranki iz vsakega pola, Demokrati Anžeta Logarja, pa NSI, pa potem Vladimir Prebilič, pa na drugi strani SD. In če daš zraven hipotetično še Fokus in SLS, ne, imaš 3 stranke, ki so bolj levosredinske, 3 recimo bolj desnosredinske, imaš 25,7% točke oziroma na nek način največjo politično silo v tej državi, ne, ki pa sama, to pa je res, nima 46 glasov v parlamentu, poimenoval, mislim, da je celo na portalu zanima.me prvi Rok Čakš z imenom tretji blok. Ne? To so eni, ki bi radi bili recimo alternativa hkrati tako Golobu kot Janši. Ne? Ja, je pa res, da do tega tretjega bloka, ne, in teh 25% je pot zelo trnova, ne, kot prvo bi mnoge izpostavil, kljukice so neobkljukane. Ja. Zdaj, mislim, da smo se recimo, že v Sloveniji, pa tudi v tujini smo se večkrat lahko naučili, da 1+1 v politiki pogosto ni 2, včasih je sicer lahko tudi več kot 2, a ne, še posebej, kadar gre za recimo neko zelo simbiotično sodelovanje, ki daje neko vizijo, neko novo upanje. Ne? Zdaj, to predvsem pri recimo bolj sorodnih strankah lahko pride v upoštev, medtem kako se povezujejo preveč raznorodne stranke, je to lahko celo odbijajoče, ker potem voljivci obojih pravzaprav se ustrašijo, da bodo s tem podprli tudi drugo stran. Ne. Zato je recimo razmišljati o listi ali pa o koaliciji, v kateri bi bila hkrati Sonja Lokar in Janez Cigler Kralj, vendarle ja. zelo bom rekel, še daleč od tega. Ne. Tudi Matjaž Han je v zadnjih dneh večkrat jasno nakazal, da z Janezom Janšo recimo v koalicijo ne misli, je pa res, da ni pa ga nihče vprašal recimo, kaj si misli o Novi Sloveniji, pa vendar ne, je tukaj ta raznolikost velika in bodo morali vsi veliko še narediti, če bodo želeli recimo, da bi bili resni igralci v tem kontekstu, da bi lahko sestavili vlado recimo brez obeh akterjev ali Roberta Goloba ali Janeza Janša. Glej, nalog pred njimi je ogromno. Celo najlažja med njimi je to, da bi na koncu v kampanji na dovolj razumljiv in navdušujoč način pojasnili slovenski javnosti, da med Janšo in Golobom obstaja neka tretja pot, ki je manj primitivna, bolj sodelovalna, bolj dialoška. To je še najlažja naloga, pa ni lahka. Ne? Da ne začnem s tem, da Vladimir Prebilič uradno sploh še ni ustanovljen. Kaj ustanovljen? Niti uradno svoje odločitve še ni skomuniciral. Govoril sem z ljudmi iz njegovega tabora, ki pravijo, da sploh še ni čas za govora o povezovanju, vsaj zdaj ne. Menda, predvidoma 23. junija, mislim, da je to 2 dni pred ponedeljek, pred državnim praznikom, naj bi sklical novinarsko konferenco in povedal odločitev, kako naprej. Po drugi strani omenjaš SD, Matjaž Han, približujeva se temi Kučan pri Marcelu, ne, ampak Matjaž Han je pod strašno kanonado tako strani Roberta Goloba kot teh omrežij v ozadju. Ves čas se ga že vnaprej portretira kot potencialnega izdajalca, pa po mojem ne samo glede, kaj praviš, bi pogledal z enim očesom proti Janši, že če bi z enim proti Logarju in NSI-ju. Je že izdajalec, na drugi strani SDS ne, opravlja to isto delo, to umazano delo in pri Logarju in pri NSI-ju. Pa še nekaj, to je relativno nova teorija na tem levosredinskem političnem parketu. Levica plus Vesna nastajata po mojih informacijah pod patronatom Roberta Goloba in njegovih svetovalcev direktno. Zakaj? Ker se tudi s tem konglomeratom na eni strani rešuje Levico, na drugi strani pa Vesno kot nekdanjega partnerja Prebiliča v bistvu se ustvarja blok, ki naj bi Prebiliču zaprl vsebinski prostor. Ne? Tako da se pravim, edina rešitev pa je, da se nekako te sile, ki se povezujejo ali pa se še ne v tretji blok, ne, primejo na polju vsebine do takrat. Imajo še kar nekaj časa, čeprav so volitve blizu in daleč. In recimo to gledamo zdaj, ta teden na primeru davčne zakonodaje med SD in NSI v nekih sramežljivih obrisih. Ja, jaz bi tle še nekaj dodal, prej gre naprej. Ne. Sicer se mi zdi, da pravzaprav za ta tretji blok, ne, recimo, če govoriva o Vladimirju Prebiliču, demokratih, SD-ju, NSI-ju in še komu, ne, morda niti samo povezovanje
na način, kot si ga predstavljamo, neke skupne liste, neke koalicije in tako naprej, niti ni nujno koristno, sploh pa ne še v tem trenutku. Ne? V tem trenutku pravzaprav je smiselno razmišljati o recimo sodelovanju ali pa o določenih oblikah povezovanja, kar je še daleč recimo od nekih skupnih ali pa združevanja strank, ampak recimo nekih oblikah sodelovanja med zelo sorodnimi strankami. Ne? Tukaj je recimo konkretno NSI, morda z SLS-om, ne? Morda zraven še Fokus ali kaj podobnega. Ne? Torej, da se neke te, pa tudi te stranke ni nujno, da se že zdaj združijo, predvsem da začnejo zdaj, ko smo pač že v predvolilnem letu, te pogovori teči in kolikor vem tudi do neke mere že tečejo, ne vem kako hitro. Ne? Hkrati pa vendarle tudi jasno, da v danih razmerah in v danem volilnem sistemu pravzaprav recimo največ profitirajo, če gre recimo Logar na volitve samostojno, ne? NSI z neko skupno listo. Jaz sem prepričan, se zelo strinjam s tabo in mislim, da si vsak od teh projektov mora samostojno pokazati skozi kampanjo, da si zasluži obstoj in preživetje na slovenskem političnem parketu. Čas, da morda slovenski javnosti ali pa tudi te drugim silam na slovenskem političnem parketu sporočijo, da je glas za enega v resnici glas za vse, je pa ali v čistem finišu te kampanje, ko bo dejansko treba prodati neko čustveno sporočilo naciji, ne? Ali pa celo, ko se po volilni nedelji preštejo rezultati in se potem to interno na pogajanjih, ki sledijo, pač pove. Ne? Tako je, ne? In se potem pač to sledi, skratka, je pa znak, recimo, je pa ključno, no, se mi zdi to, da pa naredijo nek, recimo, ne v smislu povezovanja, ampak morda neke vrste pakt o nenapadanju, ne, ki pa recimo bo zelo pomemben sploh v kampanji, kot se kaže, ne, ko bosta oba največja igralca, ne, torej SDS in Gibanje Svoboda, skoraj zagotovo uporabila pač vse kanone, ki jih imata na razpolago, da bi omejila, ne, da ne rečem celo morda izrinila iz parlamenta več teh manjših igralcev, ne, ki pač so ima neke vrste trn v peti, vsak na svojem polu. Dajva zdaj pogledati, kako razmišljata NSI in SD, ko gre za davke. Recimo Janez Janša je prinesel na kongresu v Ormožu to paradigmo večine razuma, ne, pa se mi zdi, kakršnakoli večina, ki bi se oblikovala v parlamentu glede nižjih davkov, bi bila zametek večine razuma. Poglejva, kako kaže. Tako obrtniki, kot tudi na drugi strani spet podjetniki, gospodarstvo, zaposleni, imajo po 3 letih Golobove vlade dovolj vladnega molzenja, davčnega primeža. Za milijardo evrov davkov več smo naložili in ljudem in gospodarstvu v zadnjih 3 letih. V zadnjem obdobju smo tudi v stranki Socialnih demokratov in jaz osebno pripravljali to zakonodajo, ker mislim, da je potrebno zadeve vrniti nazaj. Zdaj, ne morem se izgubiti občutka, da seveda gre tle za malo politično preigravanje, kdo bo prej, ampak vi mene poznate, ko bomo preverili točno besedilo vseh členov in če bo vse v redu, tudi glede prispevkov, potem načeloma bomo to vsaj v naši stranki podprli, ne morem pa govoriti za koalicijo. Zdaj, zakaj konkretno gre zelo na hitro? NSI predlaga, da se obdavčenje dajanja pač nepremičnin v najem zniža iz 25 na 5% za mlade družine, pa predvsem vrnitev nazaj, o kateri govori Han, za normirance, torej po starem, iz 60 000 na 100 000, ko gre za ta polni normirani SP in iz 30 na 50 000, ko gre za popoldanskega. Malo bom nesramen, ne bom rekel, da NSI pač tukaj zagovarja tisti propulzivni del gospodarstva, ne? Na drugi strani so pa razni Damjani Petriči ugotovili, da raznih salonov za nohte kot prostočasno dejavnost pri novih omejitvah ne bodo več mogli voditi, no, če sem malo pikar, ampak dodal bi še to, no, Hanu, ne? Se mi zdi, Nova Slovenija je že celoten mandat, tudi SDS konec koncev, ne, zagovarjala pač to svojo politiko nižjih davkov, ne. Medtem ko cenim, bom rekel, retoriko Matjaža Hana, vedno sem cenil njegovo retoriko, tudi v smislu vedno je bil zelo zmeren, zelo tak tudi dialoški, ne. Bom pa znova rekel, ne, kje si bil 3 leta, ne, kje si bil 3 leta, ko pravzaprav, ne, ni to zdaj nekaj novega. Odgovor biti, da ima pač 7 poslancev, nekdo jih ima pa 39. No, seveda, ampak ta nekdo, ki jih ima 39, brez teh 7 ne more več vladati, ne, ker mu jih je dovolj poslancev je šlo iz Levice, dovolj poslancev je šlo iz Svobode, da pravzaprav ima SD
v tem trenutku, ne, do konca mandata, pravzaprav unikatno priložnost, da lahko vlado neke vrste izsiljuje, ker je pač tisti kingmaker. Se pravi, če gredo oni ven, je res, da sicer za zrušitev vlade potem bi morali se še kaj več poklopiti, ampak vendarle, ne, če gre SD ven, vsaj bistveno oteži, oziroma zakoni, ki jih državni svet zavrne z vetom, ne morejo več recimo biti sprejeti. Ne? Kar pa se zgodi kar precej pogosto, glede na to, kakšne zakone sprejema trenutna vlada. Veš, da tole glasovanje o tej davčni zakonodaji bo bistveno bolj zanimiva stvar za spremljati, kot se morda komu zdi na prvi pogled. Zakaj? Ne? Pejmo seštevati stole. NSI jih ima 8 poslancev, SD jih ima 7. Recimo, da smo ta teden razumeli, da bi bili pripravljeni skupaj v ta projekt 15, ne, torej glasov. Mislim, da na 3 Anžeta Logarja lahko računajo, se pravi 18. In zdaj imaš dve največji stranki. Na eni strani je SD s 24 poslanci. SDS. Oprosti. SDS s 24 poslanci, ki zgodovinsko gledano, če pogledaš glasovanja, ne rada pritisne monolitno za takrat, ko to ni njihov projekt, sploh če je zraven še kakšna stranka tipa SD iz nasprotnega ideološkega brega. Tako da je vprašanje, čeprav zelo težko verjamem, da kolikor oni govorijo o davčnem in poslovnem okolju, ne bi prispevali glasov. In zdaj še bolj zanimiva zadeva, skupaj z SDS-om je to potem 42 poslancev, celo niti z manjšincema to ni tista klasična absolutna večina, ne. Opazovati bo treba Gibanje Svoboda in z vidika te poslanske skupine bo to glasovanje eno bolj zanimivih. Zakaj? Pisali smo pred časom na zanima.me o nekih poslancih, ki niso več tako beton od Goloba, ne, pa od njegovih svetovalcev, in predpostavljam oziroma imam neke informacije v to smer, da bodo ti poslanci tudi na radarju Prebiliča, ki jih bo opazoval, ne, in morda novačil v naslednjem. In če bodo proti takim stvarem, si znajo zelo verjetno zapreti vrata, da z barke, ki bo vendarle šla iz 39 pod 20 ali pa tam nekje okrog 20 poslancev, prebegnejo in prestopijo kam drugam. Ne? Tako da to bo izjemno zanimiv test pred naslednjimi volitvami, ko bo pač na sporedu pred poslanci. Ne? Vsekakor, ne. Druga stvar, ki je pa zanimiva, je pa kaj aktualna vlada počne z cenami goriv. Ne? Ti si odprl na našem portalu temo, ki je bila tudi zelo brana, v smislu, da si država pobere praktično 3/4 od vsakega litra, ki ga natočimo. Ne? Tokrat pa ne samo, da so ljudje na črpalkah besni, besen je tudi šef državnega Petrola, ki gre proti tej državi javno, pa poglejva kako. In kdo si danes od litra bencina vzame največ? Država 60%, še bistveno več kot lani, trgovec vsega 7%. Zdi se nam, da trgovci z naftnimi derivati postajamo vse bolj pravzaprav žrtev nekih političnih odločitev. Neuradno naj bi danes veljavna bruto marža pri reguliranih cenah, ki znaša vsega 10 centov, še padla. Skupaj za dodatne 4 cente. V vsem tem času nismo videli pravzaprav niti ene vzdržne strokovne podlage oziroma analize pripravljalcev uredb. Če bo uredba, kot je predlagana, sprejeta, seveda bomo tudi v Petrolu prisiljeni se zateči k neljubim ukrepom, kot so zapiranje prodajnih mest. Robert Golob je izrekel pred 3 leti še kot zasebnik, tik preden je postal premier, eno stvar, ki smo si jo vsi zelo dobro zapomnili. Pa kaj bi jaz res ne razumem z nižjimi davki, samo več denarja bi mi ostal na računu, da bi z njim počel večje neumnosti. Mislim, da lahko po 3 letih preoblikuje svojo izjavo rahlo. Pa kaj bi jaz kot premier z nižjimi davki, zmanjkalo bi mi denarja za razne neumnosti, kot so Litijska, laptopi, Spirit in podobno. Ne? Ja, pri čemer se mi zdi tukaj ena taka zanimiva perverzija, ne? Medtem ko si država vzame, ne, vedno več in vedno več, ne? Pa se razumem, ne? Razumemo davki, razumemo, ne? Čeprav mi je spet tukaj več bizarnosti. Ena stvar mi je to, ne, da se na benzin v Sloveniji, ne, in mislim tudi na elektriko, DDV obračunava tudi na vse druge davke. Se pravi, s tem, ko ti dvigneš trošarine, dvigneš posredno tudi DDV, ker se pač obračunava DDV od višje osnove, ker je višja trošarina. Ne? Trošarine so šle v času vlade Roberta Goloba za približno 20 centov navzgor, ne, in znašajo, mislim, da zdaj nekje malo pod 50 centov na liter, ne, torej država si pri trošarini vzame
50 centov, ne? Mislim, da pri DDV-ju si vzame okrog 25 centov, ne? In še nekaj centov pri ostalih uredbah, ne? Petrol ali pa pač drugi naftni trgovci, ampak Petrol je pač največji, ne, imajo zato, da zagotavljajo goriva na bencinskih črpalkah, da upravljajo bencinske črpalke, ne, in vse ostalo, 10 centov na liter goriva, oziroma mislim, da še niti celih 10 centov, ne. In zdaj bi vlada reševala to, da bo Petrolu zniževala, in drugi, pri čemer je že tako v Sloveniji zaradi nizkih marž, tudi zaradi nizkih marž, je v Sloveniji trg z ponudniki goriva tako zelo konsolidiran, ne? Mislim, da je 60% Petrol, pa 30% MOL, pa manj kot 10%, oziroma ne, vsi ostali, oziroma zdaj še Shell, ne, odkar je pač MOL mogel predati tiste črpalke Shellu. Zdaj bomo šli še v to večjo koncentracijo, ne, češ da, kaj bi radi izrinili še, da bo Petrol pač edini dobavitelj, ne, in Petrol tukaj jasno pravi, ne, enostavno pač teh črpalk potem, tam, kjer se ne bo več dalo preživeti s temi maržami, tam črpalk več ne bo, ne. Tej temi bi dodal sam še malo interesnega za kulisija. Mislim, da pravi cilj tega stiskanja Petrola je v bistvu prav ta uprava, ki jo vodi gospod Berger, ki ni po volji Robertu Golobu. Za tiste najne gledalce, ki malo manj spremljajo to ozadje, kar se da enostavna razlaga. Dari Južna je slovenski milijonar, eden bogatejših Slovencev, ki po eni strani obvladuje lastniško Petrol, po drugi strani pa en pomemben gradbeni konglomerat v tej državi in zanimivo je, da v tem gradbenem delu odlično sodeluje z strujo Andreja Ribiča, brati Ribič tam na Darsu, dobiva ogromne posle, tudi to stavbo poslovno, ki je šla iz 20 na skoraj 30 milijonov, je dobil. Na drugi strani pa ga s temi zadnjimi potezami, tudi izmenjavami v nadzornem svetu, agresivno ta ista Svoboda rine ven iz Petrola. Zdaj, če se kdo vpraša, zakaj, imam samo en odgovor. Kolikor vem, potem, ko enkrat, ko mene več ne bo v politiki, ne, za Roberta Goloba pride, ima ambicijo povezati GEN-I in Petrol v največji energetski steber v zgodovini Slovenije in to je to. Rad bi prevzel s svojimi kadri tudi to, da izrine pač kakršnekoli nepredvidljive faktorje. Ne. Ja, nepredvidljivi faktorji, ne, so pa recimo tisti tretji blok, sredina, ne, ki se omenja v tem kontekstu. Prej si rekel, da bosta Kučan... Prej si rekel, da bosta Janša in Golob naredila vse, kar bosta lahko, proti tretjemu bloku je pa tule še eden, ki ima podobne interese, kar se tega tiče. Ne, pa pogledaj, kaj je ta teden povedal pri Marcelu. Slovenija je, mislim, ta delitev na levo, desno in potem na sredino, desno sredino in levo sredino, jaz tega preprosto ne razumem. V Sloveniji je, in tako je po moje tudi v drugih parlamentarnih demokracijah, je levica in je desnica. Ne. Mislim, kar naprej se poskuša ustvarjati sredina. Ne. Je pa ne, na politični sredini seveda kaj je? 2 beli črti sta in veliko mrtvih crkvenih povoženih živali. Tam, to je sredina. Moj otrok starejši je hodil v šolo, ko so se začeli učiti množice matematične. Jaz tega nisem zastopil, kaj je prazna množica. In to sekrat se mi zdi, da je ta govor o sredini, da je prazna množica. Ja, jaz mislim, da Kučan ne razume, kaj je to sredina, pa desna sredina. On je bil pač navajen na Zvezo komunistov eno samo stranko. Ne? To, pol nimaš sredine, pa desne, pa desnice, pa tako naprej. Predvsem je zelo jasno, iz kakšnih motivov govori o sredini kot o prazni množici, ker ga vsi ti faktori, ki niso popolnoma predvidljivo pod komando, in to je Logar, in to je na drugi strani NSI, tudi Prebiliča, ki zdaj tudi sam skomuniciral, da nima ultimativnega žegna pri Kučanu. Vse to ga plaši, ne? Ker zdaj svet ni več predvidljivo, ni nujno predvidljivo črno-bel, kot ga rišajo največje stranke. Ta duopol med dobrim in slabim, med fašistično desnico in progresivno, prijazno in vključujočo levico, ne, pa so Kučan in podobna omrežja za njim potrebovali, da 30 let stvari tečejo tako, kot so v tej državi tekle. Zdaj nekaj drugega v enem delu pa se gre, niti ne strinjati s to izjavo, ampak jo vzeti z vidika tretjega bloka v obzir. Namreč sredina mora tudi pri nas poskrbeti, in mislim, da je ta kampanja ključna, ki prihaja, za jasno oblikovana stališča in ne sme biti neka amorfna stvar, ki ljudem obljublja samo neko zelo težko otipljivo
sodelovanje in dialog. Ne? Treba je, kot je tudi Kučan sicer za Goloba rekel, v tej kampanji bolj jasno povedati, kaj konkretno bi radi s to državo. Primer davkov, ki sva ga ravno kar obdelala, je ena taka konkretna stvar, kjer lahko pokažejo, kje so. Ne? In bi rekel, da sredina brez jasnih vrednot in brez jasnih programskih temeljev bo imela težave. Ne? To pa je. Je pa res, da Kučan potrebuje. Ne? Zakaj je pomembna ta ločitev na levo in desno? Ne? Zato, ker pač v Sloveniji zaradi medijev in zaradi siceršnjega pač splošnega situacije v volilnem telesu, če razdeliš ti vse nekako na levo in desno, levo ponavadi zmaga. Ne? Torej, če ti vse, kar ni levo postaviš na desno, ne, in se to potem prilepi na imidž Janeza Janše in tako dalje, ne, potem a priori si zagotovil, da leva zmaga. Če pa imaš ti neko sredino, ki je opcija, ki je alternativa, resnična, realna opcija za prines neko svežino, ne, potem pa tvegaš, da ti bo ta sredina pobrala dovolj glasov, ki bi sicer po njegovim računici morali iti na levo, zato da, kot je v Sloveniji običajno, levi pol sestavi. Zdaj, ko si omenil nekdanji sistem, zato sem se sam pri sebi nasmejal, ker si mi spodbudil eno asociacijo na bivšo vojsko, JLA. Ne? Tam je tudi, kar se prehrane, je bila konzerva s pašteto in je bil pasulj. Ne? Ko si ljudem ponudil nekaj tretjega, je potem bodisi se množica stepla in sprla okrog te tretje nove stvari, ali kar je še huje, se jo je navadila, ne? In je potem želela več tega. Tako da v bistvu, kar se tiče ponudbe na slovenskem političnem parketu, Milan Kučan razmišlja o teh gabaritih. In stvari pred tem, da Vladimir Prebilič ni tista ni prava ne pašteta, izbira. ne pasulj. Ne? In da grozi z drobljenjem torej tega političnega No in prostora. točno to. Ne? Zdaj, če je bil kakšen dvom, kaj si Milan Kučan misli o dilemi Golob in Prebilič, ga zdaj ni, pa poglejva še to. Jaz nisem razumel mojega srečanja z gospodom Prebiličem kot srečanje, na kateremu pričakuje mojo podporo. Tudi on ni tega pokazal na tem pogovoru, ampak so se pogovarjala o tem, kako jaz vidim notranje politične razmerja in sem tudi povedal, ne, da jaz pač nisem naklonjen drobljenju, političnemu drobljenju levega političnega prostora. Novi obrazi v teh razmerah, kakršne so, ne bodo rešili stvari. Predvsem sem pa prepričan, ne, da je tega drobljenja preveč in da je težko potem z teh drobcev, ki nastanejo, ne, zgraditi neko, to bi rekel, dovolj trdno telo, ki bo sposobno prevzeti odgovornost za upravljanje z državo. No, to je bila najbolj jasna nezaupnica Vladimirju Prebiliču. Sporočilo, kolikor boš segal na volitvah, boš to storil sam, ne? Brez kakšnega zaledja, ki ga bo še naprej imel Robert Golob. Menda pa, no, to bi še dal v kontekst to, da sta imela pred tem intervjujem pri Marcelu kar muke Milan Kučan in Zoran Janković, vemo, da se dobivata na kavah in na kosilih, okrog tega, ne? Da je Kučan z enim očesom vendarle malo pogledoval proti Prebiliču, pa ga je Zoran Janković tokrat vrnil nazaj na linijo. V bistvu, in če volivcem slučajno ni bilo jasno, je to Kučan v tem pogovoru, mislim, da povedal kar nekih 3 ali 4, da ne želi, da Prebilič drobi, ne, oziroma ni posebej omenil Prebiliča, ampak da se ne drobi levih glasov. Zanimivo je še, da je izrecno rekel, da pri Prebiliču vidi ogromno ene osebne ambicije in da ta osebna ambicija ne pritiče definiciji levice. Kakšen pogled v preteklost bi to bil? Ena zgodovina osebnih ambicij, ki definira slovensko levico. Ne? In še ta je dobra, ne, da pravzaprav vlada Roberta Goloba je naredila marsikaj dobrega, potem pa ni uspel našteti niti ene same stvari. Tako in no, edino, kar pa bi rekel, ne, tako nasplošno o tem pogovoru, pa je ugotovitev, da pri 84 letih Milan Kučan deluje v vrhunski formi, niti malo ne spominja na strica iz ozadja, ki bi malo, ne vem, v slogu Joeja Bidena senilno odtaval. Je zelo preštet in se mi zdi, da je tudi timing tega nastopa bil odmeren kirurško. Kdaj? Ja, bi rekel, da celo bolje kot kakšno leto nazaj izgleda Kučan. Dejansko. Zdaj, tudi Zokijo se lahko smeji, ne? Zoran Janković je dobil ta teden žegen, ne, od protikorupcijske komisije, da vendar lahko podpiše z Vučićem pogodbo o sodelovanju, ne, v prostem času. Sicer ni posem jasno, kdaj ta prosti čas bo, glede na to, da je on župan 24 ur na dan, ne, ampak KPK mu pravi, da lahko gre na Expo. Poglejva.
z določenimi omejitvami, kot so recimo, da ne sme uporabljati sredstev Mestne občine Ljubljana, da mora to izvajati v svojem prostem času in ne sme to ovirati opravljanje funkcije župana in pa recimo, da se mora vzdržati tudi vseh aktivnosti, ki bi kakorkoli lahko ogrozila tako integriteto opravljanja funkcije župana, kot objektivno in nepristransko opravljanje te funkcije. Če bo potem hotel po temi pogoji, ki bom to poslal tudi v Beograd, za njih spremljivo, potem bo podpisal pogodbo. Da bom sodeloval kot specialni zunanji svetovalec v času, ko bom prost in brez obremenitev za mestno občino in ko bom imel voljo za to. To vse, kar smo videli, in izjava KPK, in ta izjava je čista farsa, bi pa rekel nekaj. V preteklosti, ko so politiki z tega ali onega pola izgovarjali, da KPK ne potrebujemo, da je brez veze, da je brez zobi tiger, sem vedno malo podvomil to. Po tej izjavi, ki jo je KPK dal v zvezi z Expom v Beogradu, prvič osebno čutim, da takšne KPK, kot je, resnično ne potrebujemo. Bom nakratko utemeljil. Načinov, da je človek, kot je Zoran Janković, strani človeka, kot je Aleksandar Vučić, plačan za Expo, ki je 18-milijardni projekt, po obvodih, je namreč več, kot je zaposlenih na KPK-ju v celoti. In če ni ta KPK leta 2025 sposoben reči, da zaradi videza taka pogodba v načelu, tudi če je brezplačna, v narekovajih, ni mogoča, potem jo ne potrebujemo. In še nekaj me moti, zraven pa od tega istega miljeja ljudi, kamor spada tudi ljubljanski župan, zdaj že dneve od nastopa pri Možini na RTV-ju, poslušamo, kakšen problem je, da Borut Pahor, ki sploh ni več politik, ki ga sploh ne volimo več, ampak je klasičen zasebnik, služi z podcasti in z monetizacijo svojih družbenih omrežij. Ampak Expo ni problem. Ne, bo pa KPK seveda zelo pridno spremljal in morda svoje soglasje umaknil, če bi ugotovili, da je Janković to kršil. Neverjetno. Sigurno bojo imeli 5 detektivov na tem primeru. Zagotovo. Ja. Tako kot pravzaprav se je trajalo neverjetno dolgo časa, da se je pokazalo, kaj je vzrok za to, da so sredi aprila, zdaj smo že sredi junija, smo končno izvedeli, zakaj so sredi aprila obolevali ljudje, ki so pili vodo v Maxi Marketu. Ja, ker je voda, ki se zbira za hlajenje in za protipožarno gašenje, pravzaprav in je iz Ljubljanice, se zlila v ta glavni vodovodni sistem. Kako je do tega prišlo, da še zdaj ni jasno? V bistvu imam zelo malo glede tega povedati, ampak ravno to, kar si izpostavil kot prvo poanto. Če nam je ta primer kaj pokazal, nam je pokazal izjemno počasnost, paralizo državnih organov, ki so potrebovali, jaz mislim, ne vem, koliko smo to, več kot en mesec, dva meseca spremljali. Danes je 2 meseca. Pri tem pa seveda je bilo neuradno slišati, da že tedne nazaj se je točno vedelo, kaj je in da so ti organi, o katerih govorim, cepetali s komuniciranjem in to ne zaradi tega, kako jih bo javnost razumela, ker koga briga slovenska javnost, ampak ravno zaradi tega, da ne bi zaradi prehitre informacije osivel kakšen las Zoranu Jankoviću ali pa komu nad njimi na raznih ki še vedno izvaja kanal C0, ki izvaja recimo garažno hišo pod tržnico, kar so izrazito sporni projekti, ampak gre tukaj kot valjar, zato pa morda tudi potrebuje še en mandat Roberta Goloba, ki mu bo lahko potem na vladni strani držal štango, glede na to, da vemo, da je Golob pravzaprav Jankoviću vsaj na videz vedno podrejen. In zdaj ima še en primer, ki me spominja na to, o čemer sva danes govorila pri romski problematiki in Ribnici, in to so medvedje. Če tam govorimo, da mora, župan imeti prebito ustnico in razbito oko, oziroma obrv, potem je tukaj očitno treba, kot je zapisal Rok Čakš v komentarju na zanima.me, da dobesedno med potjo v šolo, recimo v Kočevju, medvedka z mladiči napade otroka, preden bojo državne institucije, ministrstvo, ki je pristojno za to, odreagirale proti volji princese Tine Gaber, ker primer je pa že bil postavljen, ker sta šla zaradi nutri Irena Šinko, zaradi volkov in medvedov že Uroš Brežan pred aktualnim ministrom in je vse jasno. Stroka je povedala svoje, preštela je 954 predstavnikov
dejavnikov medvedje vrste v naših gozdovih. Ocenili so, da jih bo naslednjo pomlad že čez 1000 in da bi jih morali dobrih 200-206 odstreliti za to, da bi prišli na obvladljivo številko 800. Ampak pazi, ne, se morda, ko govorimo o številkah, to ni velika razlika, ampak to je petina preveč. Ne? In dejansko medved, to zdaj vidimo tedensko že, vedno bolj posega v človekov prostor. Ne? Ja, posegi pa so pravzaprav v prostor, ne? Tudi v Ameriki, ne samo pri nas. Ne? Pravzaprav Los Angeles je nekako od prejšnjega petka v primežu teh protestov, ki pa jih je še dodatno zaostrila, recimo odločitev Donalda Trumpa, da kar zelo hitro pošle nad nje par sekund, pa nacionalno gardo. It's disgusting. It's all just a show. I mean, they don't need to do that. We can handle ourselves. Vojska sicer lahko na ameriških ulicah posreduje le v najbolj izjemnih razmerah. And until we went in, if we didn't do the job, that place would be burning down just like the houses burned down. No, kaj praviš? Tule seveda namiguje na neučinkovito gašenje požarov, ne, v Kaliforniji. Mislim, Trump zelo jasno tukaj prca guvernerja, s tem, ko pač je nakazal, kako zelo nesposobno je bilo mesto Los Angeles pri obvladovanju požarov, pri gasilskih infrastrukturi in tako dalje, ne, in da je podobno tudi pri teh protestih. Ne. Mislim, da ko gre za metanje molotovk v policiste, težko govorimo o mirnih protestih, to je pač ironija, ne, ki se je nekako vzpostavila že leta 2020 v času protestov takrat po smrti Georgea Floyda, ne, ko smo imeli novinarje, ki so poročali o mirnih protestih, vzadej za njimi pa gorele več metrov visoki plameni, ne, in podobno. Skratka, zdaj, ta odločitev Trumpa je nekoliko, bomo rekel, tvegana, nekoliko sporna, glede na to, da pravzaprav je zelo hitro posegel po nacionalni gardi. No, sej to sem hotel reči. Na točki, ko je mislim, da bilo 400 protestnikov, ki so postali nasilni in začeli metati molotovke in druge stvari v policijo, je se odločil, da pošlje 2000 pripadnikov. To je v tem Trumpovem stilu, kot mi dva rečeva, trampovanje. Bi pa en tak širši družbeni kontekst dal, namreč kontekst časa, v katerem živimo. Mislim, da poteze, kot jo je recimo naredil, ne, so bile morda lahko učinkovite nekoč, ko ni bilo toliko obveščanja tudi preko družbenih omrežij, ko informacija ni potovala tako hitro in bi recimo vdor 2000 do zob oboroženih mož v Kalifornijo res sprožil preplah in razgnal množico, ne, zdaj dosežeš kontraefekt. Zakaj? Napoveš tako stvar in se ti ljudje na družbenih omrežjih organizirajo, ta vsaj woke, progresivni del, v še večji odpor, kot si ga imel prej. Je pa res nekaj drugega, ne? Je pa res, da se je pokazalo pa ravno leta 2020, ne? Da ravno ta demokratsko vodena mesta pač za temi protestniki dejansko ne znajo delati. Ne? Ko smo imeli pač v Seattlu recimo takrat več tednov tisto zasedeno centralno območje mesta, ki je bilo pod neko svojo upravo, ne? Ko je prišlo do zažiganja, ropanja in tako naprej. Razumem po svoje odločitev Trumpa, ne, ki želi pač pokazati, da odkar je zdaj, ko je on predsednik, pač, da so stvari nekoliko bolj urejene, ne, da je pač bo v državi zavladal nek večji red in je to tudi signal pravzaprav protestnikom, ne pretiravajte, vendarle ne bomo tolerirali več ropanja, razbijanja izložb, zažiganja, metanja. To se mi zdi, da je pa res hkrati. Malo mu paše tudi po mojem, glede na druge fronte, kjer pa je tudi na začetku pokazal to moč, ki jo potem ni uresničil v praksi. Naprimer Ukrajina pa ekonomija. Ne, to bi rekel, ne, da v smislu razumem pa tudi, da je pravzaprav do neke mere odvračanje pozornosti tudi od spora, recimo, ki ga je imel z Elonom Muskom, ne, ki se je zdaj poslovil iz administracije in pa zdaj sam jedro teh protestov je pravzaprav na področju izganjanja nezakonitih torej migrantov, ne, kjer je pa spet situacija dvojna. Ne, pravzaprav jih v zadnjih mesecih izženejo manj, kot jih je izgnal Joe Biden, je pa res, da jih tudi manj pride ravno zaradi Trumpove retorike, ne, ker teh izgonov je bilo pravzaprav največ tistih neposredno na meji, ko pač na meji ujameš nezakonitega migranta in ga ženeš in je
pritisk na mejo ta trenutek bistveno manjši. Tako da je tukaj spet ta situacija dvojna. Ne? Pravzaprav je Trump dal jasen signal, da pravzaprav si bistveno manj ljudi sploh upa priti v Ameriko. Želi pa še nekako ta večji red, ker je pač to migracijska politika še edina, kjer dejansko uživa nadpoprečno podporo. Ne? No, od tega tedna naprej, če sklenem, imata pa Biden in Trump še eno skupno stvar in to je, da sta se oba kolosalno spotoknila na stopnicah na poti proti predsedniškemu letalu. Ta teden so ujeli tudi Trumpa, kako se je skoraj naslonil na nos na tistih stopničkah. Midva pa sva se tudi v tej epizodi spotaknila ob konkretno število tem, ne, in jo počasi zaključujeva. Ja, ena ključna pa še ostaja. Ne. Pretresel je pravzaprav strelski napad, ne le Avstrijo, ne, v Gradcu se je zgodil, pa vendarle ni šlo samo za Avstrijo, to je neposredna bližina Slovenije, v Gradcu dela ogromno Slovencev. Ne, živi, ne nazadnje tudi kar nekaj Slovencev in o tem pa in nasilju v šolah širše več v bonus epizodi. Pa tudi o tem, kakšni karakteri se potem v Sloveniji ukvarjajo s tem, da nas mirijo, da smo neka oaza, varna oaza sredi burnega časa, v katerem živimo. Hvala za spremljanje do sedaj in pa tiste, ki želite nadaljevati, vabimo na portal zanima.me, kjer bomo obdelali še to zadnjo v posebni epizodi temo. Nasvidenje do prihodnjič.